En Vita živjo, evo smo nazaj v naslednji epizodi, kako vpeljujemo Vitas Energy vaje v vaš vsakdan. Ponovno imam super idejo, katero bom seveda z veseljem delila z vami. Danes bomo malce pogledali stopala in pa seveda naše osnovno gibanje, kot je hoja. Ok, zdaj pa me zanima, če malce pomislite, kako vi hodite. Ok, ali hodite, da stopite najprej na peto, pa potem dalje, ali hodite na ta način. Torej najprej na prste oziroma pol prste, in potem pete v bistvu počasi spuščate na tla. Najprej majčkeno vam dam v razmislek, na kateri način v bistvu vi hodite. Sploh recimo, ko greste iz hriba dol, ali hodite takole, ali hodite takole. Mislim, da približno že vsi veste, na kakšen način hodite, oziroma na kakšen način se stopalo dotakne tal, ko hodite. No, sedaj pa gremo naprej. Pri naših Vitas Energy Online vadbi zelo veliko damo tudi poudarka na naša stopala in jih seveda tudi ogrevamo na različne načine, ali tako, da gremo na pol prste navzgor, ali tako, da ošilimo stopala in jih damo v point ali flex. In seveda to vadimo ne kar tako, ampak vse je z namenom. In danes vam bom zopet pokazala, kakšen namen je, ko mi vadimo pri naši vadbi Vitas Energy Online vaje za stopala. Ali flex, ali point, ali flex, ali point, ali gor, ali dol, oziroma gremo na pol prste navzgor in navzdol. Pa povežimo zdaj te vaje z našo hojo. Torej smo rekli, ko hodimo, ali hodimo na peto prsti, ali hodimo na prsti peta. Ok? Po mojih izkušnjah večina ljudi hodi prsti peta. Ali seveda tudi na peto prsti, ampak večinoma časa hodijo prsti peta. Sedaj pa imam vprašanje za vas. Ali je pravilno prsti peta ali peta prsti? Kaj mislite? Najbolj naravno je peta prsti. Seveda, skozi leta smo popačili naše gibe in med njimi je tudi naša hoja. Ali zaradi čevljev, ki so bili pretesni in smo prilagajali našo hojo našim novim čeveljcem, ali so nam bili preozki, ali so nas žulili in smo spet
hodili nekako drugače kot naravno in tako skozi leta in leta smo popačili tudi našo hojo. Sedaj pa vas vabim, da pogledamo skupaj našo hojo in jo tudi malce poskusite. Dajte majčkeno sam hoditi, ok? Torej hodimo in majčkeno samo opazujte vašo hojo. Kako hodite? Hodite po zunanji strani? Na kakšen način se stopalo dotika tal? Ali je to zunanja stran? Ali je to notranja stran? Ali so to najprej prsti, peta? Majčkeno zaznajte. In začutite. Sedaj pa gremo na našo naravno hojo. Naša naravno osnovna hoja je, da mi stopimo najprej na peto in potem počasi po celem stopalu do prstov. Torej, sorazmeren gib je peta, sredina in prsti. Ok? Definitivno pa ni zabijanje. Najprej v polprste oziroma prste in potem peta navzdol. Ker seveda se to potem pozna pri bolečinah v kolenu. Ko mi hodimo s peto, jo tudi že masiramo, ok? In s tem ne zategujemo kolena. Okay? Zdaj pa probajte najprej stopiti na peto in sorazmerno po celem stopalu do prstov. In začutite razliko med to hojo in prejšnjo vašo hojo. Je razlika? Če je ni, ste zmagali, ker hodite potem naravno. Drugače pa seveda še ena stvar. Ko gremo po hribu navzdol, ponavadi direkt stopimo na polprste. Torej polprsti je ta delček spredaj do prstov. In seveda, ko gremo recimo dolgo časa, hodimo iz hriba navzdol, ko pridemo na cilj, nas seveda kolena bolijo. Le zakaj? Zato, ker enostavno nismo kompenzirali čez peto in celo stopalo naše teže in smo jo direkt zabijali v koleno. Tako da smo stopili najprej na polprste in buf, je že v bistvu direkt se zabijem v koleno. Tako da dajte to res paziti, majčkeno eksperimentirajte, pa majčkeno poskušajte, pa začutite razliko v vaših kolenih in celotnem telesu. Okay? Se ne rabite meni zdaj verjeti, da je to zdaj prava hoja vaša, pa ne, sploh ne. Ampak jaz vam samo toplo priporočam, da poskusite in da začutite, bom rekla, lahkotnost. A je lahkotnost, ko hodite po prstih, a je lahkotnost v telesu, ko nekako porazdelite po celem stopalu vašo težo. Majčkeno za razmislek, drugače pa seveda na naših Vitas Energy online vajah imamo tudi vaje za stopala, ki nam seveda pri naši naravni hoji zelo pomagajo. To pomeni, če recimo
vzamemo flex, to pomeni, da potisnemo prste daleč k sebi in če to vajo dodamo v našo hojo, potem privzdignemo prste k sebi in potem lahko izvedemo korak na peto. Ok? To je zdaj naša prva vaja. Torej, flex. In potem lahko, ko nekako imamo ta gib v sebi, ga lahko vključimo v našo naravno hojo. Ok? In potem, ko gremo na peto, seveda porazdelimo po celem stopalu našo težo. In tako ni na nobenem sklepu nekega pritiska, ker stopalo resnično pri hoji uporabljamo v celoti. Ok? Tako da dajte majčkeno o tem še razmisliti, a ne? Če pa vi stopite takoj na prste, samo zabijete ta gib v koleno in seveda vas kasneje koleno tudi lahko boli, a ne? Ker celotna teža se ustavi v kolenu. Sploh, če greste iz hriba dol, zabijate res še več pod vašo težo, ker je še naklon in zabijate koleno v koleno, koleno v koleno. Zato je zelo pomembno, da hodite skozi celo stopalo. Torej, najprej greste na peto in potem skozi celo stopalo do prstov. Ta gib nam zelo pomaga, torej naš flex. Imamo point, pa imamo flex in ta gib nam zelo pomaga. Tako da, evo, še ena ideja, kako lahko naše Vitas Energy vaje vpeljujete v vaš vsakdan. Danes tudi malce več priporočil za naše osnovno gibanje, kot je hoja. Tako da upam, da ste zopet kaj novega odkrili in da boste malce več vaj tudi za stopala naredili in jih potem vpeljevali v vašo hojo. Tako, če želite biti na tekočem z mojimi epizodami, kako vpeljevati Vitas Energy vaje v vaš vsakdan, se lahko naročite na moj YouTube kanal, tako da stisnete na ikonco in naročite se ali subscribe. Drugače pa, če se želite malce bolj poglobiti v naše vaje, se lahko nam pridružite v naši oziroma moji Vitas Energy online gibalni skupini, kjer delujemo zelo poglobljeno in zelo nazorno obdelujemo dihanje, pravilno držo, notranje mišice in še. Tako da mi lahko pišete na info@lavitas.si ali pa si več preberete na www.lavitas.si. Seveda mi lahko tudi pišete, da mi malce poveste, kako vam je šla vaša hoja in kako ste uporabljali zdaj to našo vajo flex v vaši naravni hoji. Super bom vesela vsakega mnenja, vsakega pogovora in seveda bomo potem lažje napredovali. Lepo se majte, pridno vadite vašo hojo in se vidimo zopet kmalu. Vitas!